Super. Zdaj pa nadaljujemo. Se pravi, prej smo izpostavili, da je pamet enakomerno razporejena. Naslednji moderator, Matija Goljar, vodja ustvarjalnika, ki vključuje vedno več ženskih, srednješolk v programe mentorshipa. Kar prosim, približuj se. Hvala, to je bil signal. Matija te verjetno ni treba posebej dodatno predstavljati, vodil je Startaj Slovenija, baje boš spet. Alright. Prav, Matija, preden grem, bi te samo vprašala, a si ti feminist? Aha, to je bil zdaj on iztočnica, Matija, povej neko zgodbico. Ja, mislim, zdaj bi se mogli odpreti debata, kaj sploh feminizem je, ampak jaz bi mogoče to namenoma odgovoril, da se v prvi vrsti vidim za učitelja. Učitelja, ki je po enemu srečnemu spletu naključij dobil v vzgojo mlado podjetniško generacijo. Naš podjetniški peskovnik organizira srednješolske krožke, kjer mladi delajo svoje prve skoke v poslu. In meni je še posebej zanimivo, kako lahko na en tak način skozi te obšolske dejavnosti spodbudiš ogromno enih ljudi, da naredijo tisti prvi skok. In ja, ogromno od njih je tudi deklet. Pa bo mogoče za to občinstvo najbolj zabavna anekdota, mi pač seveda, ker delamo z našimi mladimi, vse mogoče stvari, od tega, da jih pošiljaš, da se slikajo selfija pri Zoranu Jankoviću, pa da grejo ven na ulico piškotke prodajati, pa da pošljajo e-mail Kim Kardashian in dobijo odgovor. Vse zato, da jih nekako spodbujaš k razmišljanju. No, in ravno to izkustveno učenje se mi nekako zdi, da je tudi mogoče najbolj tak direkten način, da se pa odpre zares tematika feminizma. Ena od lekcij, ki je v našem srednješolskem krožku, ki jo vedno znova malo provokativno postavimo, je v bistvu čisto preprosta. Mentorjem damo nalogo, da celo skupino naslavljajo v ženski obliki. Ali boste šle? Ali ste naredile in tako dalje. Ne vem, koliko ste vi hodili po srednjih šolah ali pa kako se spomnite te izkušnje, si pa verjetno znate predstavljati, kako grozno je to fantom v skupini. Pa kakorkoli zdaj to obrnemo, ni to samo provokacija, ampak je dejansko to najboljša iztočnica za razmislek o tem področju in koliko dejansko enakosti imamo. Jaz nisem danes tukaj zato, da sem jaz tisti, ki predavam, ker imamo mi dejansko za vas ene par zelo zanimivih podjetnic, ki bojo na to temo še mnogo bolj kompetentno govorile kot jaz. Mogoče razmislek na to, kar smo v programu na odru videli predtem. Mi smo se na nek način že pred tem dogodkom z našimi govornicami pogovarjali, da nekako si ne želimo toliko govoriti o problemih, pa pozivati ljudi, da grejo na ulice, protestirati, ampak naredimo prav enako veliko, če izpostavimo neki pozitivni zgodb. In jaz mislim, da so taki pozitivni zgledi, role modeli, ravno tisti, ki daleč najbolj vlečejo. Tako da jaz bi ravno to uporabil tudi kot iztočnico za ta pogovor in zato z velikim veseljem na oder vabim 4 ustanoviteljice 4 čudovitih podjetij, pa če se mi punce kar pridružite, pa mogoče še vsako malo predstavim zdaj, ko se tukaj gor sprehodijo. Maja vidim, da prihaja prva, jaz vedno najrajši rečem, da je Maja moja sošolka iz osnovne šole in da ni nobenega drugega boljšega opisa kot to, ampak kak naj rečem, od garaže, od začetka, od sposojenih 500 evrov do multinacionalke, ličila.si, ena taka ful lepa zgodba, hvala, da si danes z nami. Pa dajmo potem še en tak obraz iz medijev, sicer socialnih. Tjaša Del, mogoče jo poznate kot vlogerko, oziroma moram se pravilno izraziti kot YouTube personality. Drugače pa ima tudi en tak zelo zanimiv subscription-based business. Kaj prodajate? Vložke pa topoli za menstruacijo. Se pravi, tudi zanimivo, da lahko iz tega področja mogoče odpremo še kako novo tematiko. Ful hvala, da si danes tukaj. Potem imamo Sašo Leben, ki je iz podjetja
Publicis, oziroma moramo še kaj dodati k temu. Zanimiva zgodba, ki pomeni dejansko celo področje od začetka verjetno še niti ne na taki visoki poziciji, zdaj pa dejansko v vlogi velike vodje. Cool. In pa mi je rekla, da jo naj predstavim kot komunikologinjo, ki uči komunicirati družine in kako starši ravnajo z otroki. Sanja Zepan iz startupa Homey. Dajmo še en aplavz, jaz se bom pa kar tukaj družil. Alright. Vse je cool, da smo mi malo bolj sproščeni, pa da tole naredimo na malo bolj tak neformalen način. Že prej, ko smo malo načeli to debato, Maja, ti si rekla, da ne želiš niti toliko govoriti o problemih, kolikor je bolj to, da je treba izpostaviti, da se da. Pa me zato zanima, jaz tebe poznam kot eno tako izredno prodorno podjetnico. In kako zdaj potem ti gledaš na to razpravo danes, pa na vse te pobude, da si želimo več žensk v poslu? Meni je zanimivo, ker ne razmišljam dosti o tem, ker meni je logično, da vedno tudi, ko jaz kogarkoli iščem za naše podjetje, ko zaposlujemo, je, kak mindset imajo. Meni je važno, kaj ima oseba med nogami. Sorry, moče se grdo čuje, ampak in moče zato tudi ne razmišljam toliko o tem, ker jaz delujem na ta način in meni je to neka najbolj logična stvar. Tako jaz diham zrak, pa moram vsak dan tole vodo piti, tudi meni logično, da zaposlujem na tak način in nasplošno tudi na ljudi na tak način gledam. Pa vendarle verjameš, da je verjetno treba nekako spodbujati punce, dekleta, ženske na vodstvene položaje? Absolutno, ampak poudariti je tudi treba, da niso vse ženske in niso vsi moški za vodstvene položaje, nič ni narobe s tem. Ker se mi zdi, v današnjih časih dostikrat mogoče dajemo nek signal v medije, v svet je, če pa ne dosežeš, če pa nisi najboljši, če pa nisi milijonar, če pa nisi na vodstvenem položaju, si pa loser, ne. Sploh ni res, ne. Včasih si lahko najboljši učitelj v šoli ali pa, ne vem, v končni fazi najboljša čistilka, najbolj dobro se lotiš dela, najbolj dobro počistiš prostore in recimo tudi takšne ljudi rabimo, takšne in drugačne in nismo vsi rojeni, da bi bili voditelji in nič ni narobe s tem. Je pa absolutno treba spodbujati, kazati na primerih, že vzgajati na način, da bodi to, kar si, da ni nič narobe, če si glasbenik na ulici ali pa če si ne vem, predsednik ali pa predsednica države. In tukaj jaz vidim, recimo, zdaj ena anekdota, ne. Pred leti sem se jaz z dobro kolegico pogovarjala, sem rekla, jaz enkrat, ko bom imela otrok, tudi če bo imel otrok hotel iti na ulico, pa igrati kitaro, pa bo tam ful užival, pa mu bo to the best, jaz bom ful srečna. In ona me je tako najbolj čudno pogledala, a to ne bo sram, ne. Ne, dol mi visi, ne. In ravno to je tisto, in tudi jaz moče se zdaj spet začenjam malo bolj izpostavljati, da jaz moče s svojim primerom povem neke stvari, da se da in moče bo to rezoniralo, ne, ampak hkrati pa hočem tudi res to povedati, da če pa moja zgodba ne navdihne, pa če vam je to za en drag, nič hudega, ne, ampak vseeno, tako smo rekli, ja, povemo svoje zgodbe, več nas bo slišalo, moče bo do več punc oziroma fantov prišla ta zgodba in bo neke spremembe na tak način se zgodile, ne pa, ko sem rekla, da greš na ulico in mahaš za stavami in vsakega, ki se ne strinja s tabo, ga s tisto štilom po glavi, ne, pokneš. Ampak dejstvo je, da pa problem vseeno obstaja. Statistika je tukaj precej jasna, veliko moramo še narediti, pa se jaz ne bi toliko niti spustil na področje statistike, ampak bolj na tiste čist osebne izkušnje, ki se ti na nek način zgodijo, ko si na tej poti. In mi na nek način beremo res ogromno enih blogov, kako ženske founderke težje stopajo skozi določena vrata, težje pridobivajo investicije. Je večji problem, da jih na nek način jemljajo resno. Pa bi mogoče Sanja tebe malo izzval. Vi ste tudi z vašim startupom naredili eno uspešno mednarodno zgodbo, tudi potrkali na vrata marsikteremu investitorju.
A je bilo tebi zaradi tega, ker si ženskega spola, misliš, da težje? Oziroma, če to primerjaš z tvojim soustanoviteljem, a je bilo njemu lažje? Tle se mi zdi, da dost je mogoče ne nekega direktnega seksizma, ampak tudi v tem, da investitorji so večinoma moški in devajo svoj denar in svoj denar radi dajo ljudem, v katerih vidijo same sebe. In nekako je logično, da oni, ko gledajo mlade moške, večinoma bele, ker taki so, vidijo potencial v njih. Si mislijo, jaz sem bil pa točno tak, ko si ti danes, ko sem bil 20 let star, vidim, kaj sem zdaj dosegel, če bi meni dal takrat denar, kaj bi zdaj bilo. Z ženskami se pa mogoče malo težko poistovetijo, tako da iz tega vidika je definitivno težje nekako najti neko skupno točko z investitorji. Pa velikrat se tudi dogaja, recimo, ko smo imeli te sestanke, da nekako naravno začnejo nagovarjati mojega co-founderja, tudi glede točk, kjer sem jaz močnejša. Mogoče je to neka izkušnja, ki je bila v Ameriki in sploh tam, kjer smo mi bili, ker smo bili v Southern States, večinoma bolj opazna in zato smo se tudi v akceleratorju tam dosti ukvarjali s tem, kaj pa lahko naredi moški del ekipe, da izpostavi, da vrže pogovor nazaj k ženski, ne s tem, da se zdaj izpostavlja nek seksizem, ker ponavadi ti ljudje, ko kaj takega rečejo oziroma ko preobrnejo pogovor, nimajo zdaj nekih slabih namenov ali pa da bi si mislili, da smo pa zdaj neumne ali pa da nimamo pojma o tem, ampak to je pač njihov naraven način pogovora, o tem so oni odraščali, to je za njih biznis in jim je težko mogoče narediti preskok samim. Če pa naredi to co-founder, je pa mogoče dosti lažje, tako da treba je tudi delati s tem. Je pa tudi v startup svetu pač realnost je taka, da ženske dobijo dosti manj denarja, da je treba se dosti več ukvarjati s tem, da ga dobijo. Čeprav rezultati kažejo, da so startupi, kjer so mešane ekipe founderjev bolj uspešni ali pa celo, kjer so ženske CEO-ji. Ampak če hočeš dobiti denar, je treba pač s tem delati, ne se boriti proti temu. Je neko izpostavljanje tega na dogodkih ali pa se prepirati z investitorji, da ne bi smeli tega delati tako, kot delajo, pač njihov denar je, tako da oni se odločajo, kaj bojo z njim naredili. Na nas je pa, da jih prepričamo vseeno in pa z rezultati pokažemo, da so se prav odločili. Pa spet mogoče izhajam iz tega, da dam tukaj malo pod vprašanje, v nekaterih primerih pa verjamem, da obstaja dejstvo, da ste pa morda ženske mnogo boljše, ali pa da so vsaj ekipe, ki so mešane zaradi svojega razpona, vseh mogočih doživetij, izkušenj, mnogo boljše. A ni nek investitor, ko seveda se mu gre za dobiček, tudi sam pri sebi, nekak racionalen dovolj, da reče, ok, v redu, zgleda drugače kot jaz, ampak ve, kaj dela, je ekspert na svojem področju. Ja, kakor kdo, no, pač veliko se dela na tem prvem vtisu in sploh mogoče pri starejših ljudeh, ki so odraščali v drugačnem okolju, je ta preskok dosti težko narediti. Je pa tako, da mnogi se pa zavedajo, da je market mešan in da produkti, ko jih naredi sam polovica marketa, ne morejo ustrezati celemu marketu. Sploh mogoče pri produktih, ki so namenjeni ženskam, ker ženske so glavni potrošniki, se odločajo, delajo nakupne odločitve v družinah, kupujejo največ household proizvodov, lahko dajo veto na vse večje proizvode, recimo na družinski avto, kaj se bo kupil, kjer pralni stroj se bo kupil, kjer naprava se bo napeljala. Tako da tle se industrija obrača in začenja videti, da je tudi pomemben ženski vidik. Mogoče je to tudi dobra iztočnica zate, Tjaša. Tvoj posel je nekaj, kar bi marsikdo laikčno ali kakorkoli okarakteriziral na nek način kot ženski posel. Pa mogoče
ena taka blago provokativna na začetku. A se imaš za žensko v poslu, ali dejansko delaš ženski posel? In ali iz tega izhaja, da bi tak posel lahko vodila samo ženska? Mislim, se slišimo? Ne, okej. Ni. Super, okej. Mislim, tak posel bi lahko vsakdo delal, ker pol tega posla vodi moj fund, tako da se bolj počutim kot človek v poslu, ne zdaj prav ženska. Pa je zdaj spet mogoče to vprašanje, ne? Omenjaš tvojega fanta, ki sta partnerja tudi v tem poslu. Jaz tako zelo pogosto, ko se rešujem kakšne take podjetnike ali pa podjetniške time, vedno prideš do ene nove ugotovitve. Pač moški founder je tisti, ki ustvarja, kodira, razmišlja o trgu. Ženskam pa pade malo ta administracija. A je pri vaju tudi tako, oziroma kak je tvoj pogled na tej? Pri nama je tako, on ima čez vse, kar je financ, pa tega res tistega hardcore biznis dela, večinoma zato, ker jaz se številkami ne znajdem in pač to meni ne gre skupaj. Jaz imam pa pol čez vse, kar je content creation, marketinga, kar je v bistvu pogruntati, kaj bo šlo v škatlico, kam bo šla škatlica, kako jo bomo zmarketirali. Vse posodobitve, kar se delajo na spletni strani, delam jaz, delno zdaj tudi jaz ustvarjam posodobljeno spletno stran, ki bo šla gor. Tako da v bistvu smo midva tle razporejena bolj po najinih znanjih oziroma po najinih izobrazbi. On je ekonomist, jaz sem družboslovni informatik, pač sorry, jaz ti ne znam zračunati, kakšna mora biti na koncu cena na trgu, da bomo mi na koncu čez mesec čez prišli, a ne? Cool. Sej, Saša, mogoče se zdaj še midva tukaj dotakneva enega malo širšega pogleda cele industrije, da nismo res osko samo v startupih. Ti prihajaš iz korporativnega sveta in zdaj kot ženska, ki je dala čez, če lahko spet malo karikiram, celotno korpolestev, zagotovo lahko deliš tukaj z našim občinstvom kako tako partizansko zgodbico, ki nekako mogoče osmisli to tematiko še na malo bolj tak življenjski način. Ja, res je, da prihajam z korporacije, sem trenutno na zelo visoki poziciji. Je kar pestro, bom rekla, ampak jaz bi primarno želela tle pač vzpostaviti, tako jaz imam malo, bom rekla, smo rekli, da ne imamo problemi, ampak dejansko imam problem, da skozi izpostavljamo žensko vlogo, ne, že s tem se izoliramo. Meni to ni blizu, ne, jaz mislim, da moramo govoriti o vrednotah, o željah, o ambicijah in mislim, da tega nasplošno manjka, ko bomo to vzpostavljali in to gradili od spodaj navzgor, se pravi od mladih nog, ne glede na ali korporacijo ali startup, bomo presegli te neke okvirje moško-žensko, ne. Tako da jaz bi se tle izogibala pač tega izključnega ločevanja ženske kot v poslovnem svetu, zaradi tega, ker se s tem avtomatsko postavimo v vlogo, da mi je bilo teže, ni mi bilo. Jaz sem si samo mogoče želela določene stvari, bolj kot nekdo drug, ki je bil sočasno na isti poziciji kot jaz. In mi je to razmišljanje v bistvu tudi ful všeč, zaradi tega, ker nekako opažam, da je dosti tega cinizma glede tega slabšega odnosa žensk. Pa seveda, ja, strinjamo se, realnost je taka, da razlika je. Ampak kljub temu, a je zdaj ta gnev pravi odgovor, a je treba tukaj vedno agresivno dvigniti roko pa reči, hej, to ni prav? Ali kaj je zdaj tista najbolj prava taktika, ki bi jo mogoče svetovala vsem v tej sobi? Mislim, definitivno ne smemo ignorirati, da so vloge drugačne, ne? In tudi v bistvu pristopi in občutiš v določenih situacijah odnos do tebe kot ženske drugačne, ampak ne mislim slabšalno, ne mislim zaradi tega, da moramo drugače delati, ne mislim, da nas morajo obravnavati drugače, ker to nikakor zopet se postavimo v neko podrejeno vlogo s tem, ko to zahtevamo od nas. Dejstvo pa je, da jaz nasplošno vidim pri puncah premalo, ko prihajajo recimo na sveže ali na job intervju ali karkoli, premalo samozavesti. Ne znajo izpostaviti dovolj jasno in glasno svojih kvalitet, kljub temu, da imajo včasih v CV-ju boljše kvalitete kot recimo moški konkurenti, ko vstopajo na job intervju ali pa na trg delovne sile. Veliko bolj so zadržane, manj se samo hvalijo, manj hvalijo drugo, manj se znajo nekot izpostavljati in zato se mi zdi, da mogoče dejansko res hitreje potem pridejo naprej
neke ženske, ko so pač karakterno mogoče malo močnejše, ko so malo racionalnejše, malo glasnejše, malo bolj takšne in zato tudi mogoče potem v okolju druge ženske gledajo te ženske kot konkurenco. Ne gre za to, da so te ženske ali pametnejše to, ampak način, filozofija, pristop, neka želja, neka motivacija je drugačna, ne? In tudi, če gledamo tudi moške, ko stopajo, vsi ne pridejo, kot si rekla, višje gor. Nekateri so zadovoljni, da so programerji v zaledju, nekateri so čisto zadovoljni v eni funkciji, ki ne želijo biti izpostavljeni, si pač tega ne želijo, ne? In so zato bolj zadržani in tihi. Zmoti me to, da pač pri določenih ženskah vidiš, da si želijo, pa jih je treba vzpodbujati. Tako da jaz bi bolj rekla, da dajmo vzpodbujati to, ko zaznamo želje in zaznamo ambicije tudi same do sebe, ne biti toliko samokritične. Ženske smo ful samokritične. Sej, to je tudi na nek način nekaj, kar konstantno vidiš, ko delaš z mlado generacijo in jih spodbujaš. Vedno je tisti strah, da sebe izpostaviš. To je verjetno stvar podjetnika že na splošno, ampak ja, mogoče je pri dekletih, vsaj v tej starostni strukturi, še za odtenek več tega ne bom se izpostavil. A lahko mogoče tebe kot najmlajšo v temu omizju vprašam, zakaj misliš, da je tako? Kaj je tisto, kar drži tvojo vrstnico, da se ne izpostavi toliko, kakor veš, da bi se lahko, ker je ful sposobna? Po eni strani bi šlo to lahko v bistvu na nek tak čist, če gremo res čist od spodaj. Ne vem, ne zdiš sama sebi, da si dovolj dobra, zaradi tega, ker ko odpreš revijo za najstnice, ti one pove, da pač če želiš, pa da te bo fant videl, moraš biti pa tako, ne, pa oblečena potem tako. Po drugi strani imaš pa punce, ki pač ne berejo tega, ne gledajo tega in grejo čisto po svoje in nekje pol na koncu najdejo neko svojo pot, ne. Tako da tle spet odvisno čisto od posameznega karakterja. Ne vem, mogoče ene doma bolj spodbujajo, ene manj spodbujajo, pa pol iz tega to pride ven, ne. Ampak definitivno se mi zdi, da je tista samozavest ena taka glavna vrlina, ki se tudi meni zdi, da je meni pomagala in spoznati, kaj bi rada v življenju počela in v čemu sem dobra in na kakšen način bi rada tle naprej napredovala. Ker to te v bistvu zdaj hočem vprašati, ne? Ti si se lotila verjetno najbolj nekonvencionalne karierne poti v očeh tvojih staršev ali pa starih staršev. Mislim, načeloma so vedeli, da bom nekje v medijih pristala že takrat, ko sem pobrala ta prvi digitalen fotoaparat pa začela snemati filmčke pa leta 2007 objavljati na YouTube. Kaj je zdaj bil tisti moment, ki je pa tebi dalo sami pri sebi eno mirnost, jaz bom šla pa tampone prodajati in to bom dala na YouTube ful na polno. Odkot pogum? Od tega, da mi je zelo hiter dolg čas in da rabim skozi neke nove izzive in neke nove zadeve sprobati in od tega, ker v bistvu sem imela neko mirnost mojega fanta, ki je preračunal vse skupaj in je rekel, lej, to bi znali iti čez. Mava tle podlago, mava tle tebe, ki imaš določen vpliv, to bi lahko pušila in to bi dejansko lahko pač ratala, ne? Tako da dejva probati. In pa so bila oba dva lih dovolj pretegnjena, da sva rekla, ajde, pokličva to samo, dejva se zben, dejva pogruntati, kje bova škatle dobila, kje bova ostale sponzore dobila in sva enostavno šla naprej, ne? In se je pač začela. Tako je. In spet tudi tukaj se pojavlja eno tako vprašanje, kaj je pa zdaj tisto, kar te dejansko pripravi do tega, ajde, štartaš. Ampak še bolj pa korak naprej, kaj je pa tisto, ne vem, mogoče Sanja najbolj zate, kaj je pa bolj tista ugotovitev, ko prideš do točke, jaz sem pa med samimi tipi, jaz sem pa zdaj na dogodku, kjer sem res v manjšini. Verjamem, da si se na neki točki tega začela ful zavedati. Ali se motim? Kak je to izgledalo? Ja, se začneš zavedati, normalno. Ni tako slabo sploh. Mogoče imamo tle v Sloveniji, to sva se prej pogovarjala, zaradi tega, ker smo živeli v socializmu, ker se od žensk tukaj pri nas pričakuje, da hodijo v službo, da so providerji v družinah. Kar se v Ameriki ne, se pač, če imajo otroke, ostajajo doma pogosto in so samo moški providerji in se one ukvarjajo res samo z družino. Je pri nas
mal drugače. Tudi ko smo bili recimo v akceleratorju v Ljubljani, je dost žensk bilo tam in developerk, in vodji ekip, marketingar. Mislim, da smo bili res v vseh ekipah, da se je na koncu, mogoče ne na začetku, ko so ekipe tja prišle, ampak na koncu je bila v vsaki ekipi vsaj ena ženska. Je pa bilo stanje precej drugačno v Ameriki, kjer pa smo bili v kohorti akceleratorja, ki je namenjena prav ženskim podjetnicam, in to smo bile vse ženske, ki smo bile v tem akceleratorju. Imeli so 4 različne kohorte in vsi ostali so bili moški in tudi samo moške ekipe. Eden je sicer potem pripeljal svojo partnerko kot co-founderko zraven, malo kasneje sicer, ampak je bilo žalostno, da so se tam trudili pripeljati več žensk, da so imeli kohorto posebej za ženske, pa jih je bilo manj na koncu v vseh ekipah. Ko ugotoviš, da mal je osamljeno, mal se počutiš tako, kot da ne moreš imeti podobnih pogovorov, ko jih imajo moški, ko grejo oni, ne vem, igrati ping-pong ali pa fuzbal, pa si jaz mislim, jaz bi pa tudi šla z eno na kavico, pa bi čvekala o nečem. Ne vem. A so to potem tiste neke take mehke stvari, ko se pač počasi nalagajo in potem naredijo razliko? Ja, ampak po drugi strani mene to spodbuja, da pripeljem več žensk in v podjetništvo, in v start-upe, in kot v mojo ekipo, da jih zaposlimo. In s tem se mi zdi, da lahko največ naredimo, da pač drugo spodbujamo, da najdemo prostor za druge ženske v naših ekipah, da pač razširimo družbo na ta način. Maja, lahko tebe tukaj izzovem. Ti si bila mlada podjetnica leta, še nedolgo nazaj izbrana in že samo iz tega razloga, pa tudi zaradi vrhunskega podjetja, ki si ga pomagala ustvariti. Jaz mislim, da te veliko mladih punc, vsaj tudi na naših krožkih, vidi kot en zgled. Pa mi daj mogoče ti povej, a bi svetovala puncam, da grejo v posel? Ja, itak, why not? Ampak morajo ohraniti tisto svojo žensko sen, ne? To se jaz ful učim, ker jaz imam ful deca vse. To je moj tak kar velik problem včasih, ne? Ampak v bistvu sem opazila, da bolj, ko sem tisto, ko si upam biti ženska, ne? Tudi v biznisu, da ni vse tisto, da točem po mizi, ne? Da v bistvu tudi biznis čisto drugače se razvija in tudi odnosi so čisto drugačni. In če nimaš dobrih odnosov v firmi in v končni fazi tudi z vsemi dobavitelji v mojem primeru, ne? Mislim, nisi nič naredil, lahko vse skupaj propade. Tako da ja, itak. Ampak seveda, če se one to želijo. Če si pa želijo seveda neke bolj ženske poklice, ne, kot jih okarakteriziramo, pa tudi, why not? Je pa dejstvo, da ne glede na spol, je ustanovitev enega novega podjetja ekstremno težka stvar, da je to leta in leta garanja, vztrajnosti, ne vem koliko stvari, ko ti gre narobe. Ampak, a lahko mogoče te še vprašam to, spet malo iz vidika ženske, a je težje, oziroma kaj je specifika, kaj je drugače? Ja, to je moj vidik, da ženske se hitro začnemo sekirati. Nam ni vse en, ne. Medtem ko pri moških je recimo, včasih ne vem, komu kaj rečejo, ampak dosti bolj neosebno jemljajo stvari, ne. Jaz se recimo tega ful učim, da ne jemljem osebno. Medtem ko če včasih moškim kaj rečeš, ne, oni niso tako prizadeti. Medtem ko pri ženskah, sploh jaz v našem podjetju vidim, to je tako hitro užaljeno, ne, noro. Tako da iz tega vidika, ampak spet je to je mindset, to je karakter vsake ženske ali pa moškega. Ne moreš zdaj tek potegnati pa točno ločnice, zdaj, ker si pa ženska, je pa zaradi tebe dosti težje. Ni nujno. Saša, je to tisto, kar Maja zdaj govori, razlog, zakaj tudi v nekem korporativnem svetu mogoče manj žensk prileze na vrh, ker tudi tukaj statistika ni ravno rožnata? Ja, v
korporacijah je kar statistika, bom rekla, nižina za ženske. Čeprav jaz moram reči, da imam srečo, da prihajam iz korporacije, ker se ukvarjamo s spektrom, ki poseka v marketing in tržne komunikacije, tako da je ta razmerje višje v dobro ženskih. Plus tega, da sem imela super regijskega šefa, ki je stimuliral in spodbujal ženske na vodilnih položajih, tako da smo v določenem trenutku imeli 80% vodilnih vlog v naši korporaciji in so bili tudi regijski sestanki, zato malo bolj pestri, je bilo več kavic kot drugače mogoče zdaj. Ampak ne gre toliko v bistvu, bom rekla, spet za to ločnico spola, užaljenosti. Ja, ženske odreagiramo emocionalnejše, dejstvo je. Bolj osebno jemljemo določene stvari kot moški. So pa situacije, seveda, ko moraš racionalno odreagirati, hitreje se odločati, zahtevno okolje, nasprotno sogovornike, ki so 80% moški, ki racionalno funkcionirajo, in to so, se mi zdi, ti momenti, ki se ženske potem nekako odločijo ali želijo iti po tej poti, da so v bolj racionalnem svetu, ne toliko emocionalnem ali ne. Definitivno pa to ne sme vplivati na tvojo žensko plat pa čustvenost. Tudi teh 80% sogovornikov na nasprotni strani razume, da jaz po žensko ven padem, recimo, mogoče, tako da se da tudi to zbalansirati. Mislim, da predvsem ne sme vsaka zase mora razčistiti, kaj so njene vrednote, prepričanja in kaj, do katere meje bo to žensko sprejela in jo ne v bistvu, kot rekla, zaradi nekih ambicij zavrgla. To je največja napaka, ki jo lahko moja ženska naredi, zaradi tega, ker bo sčasoma izgubila sebe in bo začela trpeti in ne bo uspešna tudi, ne, zaradi tega, ker se to pozna. Pozna se na tvojemu nastopu, pozna se na tvoji energiji in v bistvu, če se tako zdaj pogovarjamo, če gledam primerjavo med slovenskim in hrvaškim trgom, v Sloveniji imamo recimo v agenciji 80% žensk, medtem ko na hrvaškem trgu je 80% moških, pa je isti sektor. A je kultura ali kaj je razlika? Tako bom rekla, privlačnost posla je drugače percipirana na marketih in v principu tudi način funkcioniranja in sklepanja posla je na Hrvaškem malo drugačen kot tle. Je še vedno malo več druženja izven pisarn, kot ga je tu. In na tem terenu se moški znajo boljš povezati, ne. In to je mogoče ena tema, ki smo se pogovarjali, da bi odprli danes tle, ki se mi zdi zanimiva. Ženske dostikrat znotraj korporacije ali pa podjetja ali pa tudi konkurenčnih podjetij drugo vidimo kot konkurenco. Postanemo ful zaprte. Sploh se nam ne zdi, da želimo odpreti debato, poiskati skupno rešitev, zaradi tega, ker se ti zdi, da s tem do druge ženske prizna svojo šibkost. To opažam ogromnokrat, ko sestavimo time, ki so večinoma recimo ženski, dostikrat pride do tega, da vejo rešitve, ampak jih raje ena na ena podelijo, kot pa skupaj v timu. Medtem ko moški so pa tle ful močnejši. Moški se povežejo, imajo ta moški klub nek, ki se na pivo zmenijo in dogovorijo in ni tega, kljub temu, da so si konkurenti, kljub temu, da je to, oni se ne bojijo tega, da bojo mogoče zaradi tega percipirani, če ne poznajo rešitve za neki kot šibkejši. Ženske pa imamo to, jaz opažam, in to je to, kar zopet prihaja iz vzgoje in iz karakterja. In vse, kar bi lahko predlagala, sem to, da ženske dajmo več debatirati, ne vas biti strah, res vas ne biti strah. Sledite svojim vrednotam in če vaša vrednota to, da boste predsednica, go for it. Noben vas ne bo omejeval, toliko se boste same. A lahko dam še tukaj eno podvprašanje, ker mi je to zanimivo. Jaz nekako slišim zdaj, da ja, ženska se počuti plaho, sorry, da karakteriziram ženska, pač ženska se počuti plaho, se počuti v situaciji, da se bo mogla vedno boriti, moški se ne. A je to potem tisti vzrok, zakaj pride potem do bolj defenzivnega položaja? Sploh ne gre za noben boj, ne. To je identična situacija, kot si na začetku opisoval, da nagovarjate v ženskem spolu.
Predstavljajte si moškega, ko stopi v sobo polno žensk, ki se zabavajo po svoje pač. Se bo počutil drugače, kot če stopi v sobo polno moških. In ni tle zopet povezan ne s spolom, ne s strahom, ne s tem, ampak dejansko na kak način funkcioniraš, ko stopiš v neko okolje. In koliko ti lahko se znajdeš v različnih situacijah, ti da moč. In to je to, ni noben strah ali pa grožnja ali karkoli. Če ti veš, da si lahko kompetenten sogovornik komorkoli, ni strahu. Se pravi, potem izziv oziroma rešitev treba nekako iskati v sistematični vzgoji že od mladih nog. A vas lahko potem vse 4 izzovem, mogoče da za stavkom ali pa 2 opišeta, kako bi vi potencialno vaše bodoče hčerke vzgajale, zato da bi dejansko dosegle to, kar si želijo? Ja, jaz le pri vzgoji vidim, prej je bilo omenjen nature versus nurture. Veliko je na tem, ampak recimo zanimanje za STEM je po mojem čist nurture. Dostopnost do igrač se je sploh v zadnjih desetletjih za deklice precej spremenila, vse je postalo dosti bolj rozast, ko je bilo. V reklamah za Lego se deklice pojavljajo samo še, če gre za neko posebno edicijo Lega za punčke. Medtem ko včasih je bilo precej drugače. Zdi se mi tudi pomembno deklicam izpostavljati vzornice, kar je bilo tudi prej omenjen. Začetki NASE so bile vse programerke skoraj ženske, programiranje je veljalo za ženski poklic. Ada Lovelace je izumila programiranje, naprimer, da se take primere pač, če se jih že ne omenja v šolah, da se jih omenja doma mogoče, da se bere o tem, da se govori o teh ženskah v znanosti, v tehnologiji na isti način, kakor se govori o Steve Jobsu. To se mi zdi dosti pomembno, no. Bolj ko pa mogoče neko siljenje v nekaj, kar nekoga ne zanima, ker se mi zdi, da zanimanje pride samo od sebe, če vidijo otroci primere tega, kaj lahko postanejo. Maja? Ful je zanimivo, da dosti o tem razmišljam zadnje čase. Čez en mesec bom 30, tako da prihajam v obdobje, ko bo In kaj sem jaz ugotovila je, da si želim svojih hčerki oziroma sinu dati sem ful ljubezni. Ko ima otrok ful ljubezni, se počuti varnega. In ko se počuti varnega, lahko zgradi zdravo samozavest. In ko zgradi zdravo samozavest, je v bistvu vse je mogoče, a ni res, ne? In če ti otroku že, ne vem, pri 2., 3. letu govoriš, da ni dober, da ni dovolj zmožen in otrok pri teh letih vidi svoje starše kot božanstvo, oni imajo vedno prav in če ti njemu ne daš nekih vzgledov, tudi bo on dosti, ne rečem, da je nemogoče, ampak dosti težje bo kasneje dosegel karkoli si bo želel, oziroma tisti rekne, sky is the limit. Tako da, ja, to je moje mišljenje. Jaz sem že čez leta, tako da otrok ne bo, tako ne morem. Lahko pa rečem, ne vem, za mlajše generacije ali pa za nečakinjo ali pa tako, kaj je to, kar mislim, da je treba spodbujati. Definitivno mislim, da je treba spodbujati, kako ste rekli, ljubezen pa neke vrednote, ampak predvsem bi pa rekla to, ne se omejevati z tem, kaj želite, ali pa z ambicijo, kaj je vloga ali pa funkcija, ki jo želite doseči v življenju. Jaz bi si želela, da vsak izhaja iz tega, kaj ga trenutno zanima, kaj ga veseli in kaj ga izpolnjuje. Zaradi tega, ker vsak poklic, vsaka služba je danes zahtevna, dinamika posla, dinamika vsakdana, potem še dinamika družine, vsega zahteva od nas ful angažmaja, ful vlaganja in če ti dejansko stremiš proti cilju, ki je naravnan, rekla, ali materialno, ali pozicijsko, ali funkcijsko, bo slej ko prej v določenih točkah sprejemal odločitve, ki bojo
ne toliko izpolnjujoče. Jaz moram reči, da sem fascinirana tem, da v Sloveniji recimo, vsaj moja generacija ali pa to, ali pa še generacija mojih staršev, je ponovadi zamenjala en poklic v življenju. Ne. To je meni grozljivo, medtem ko v Ameriki po 16 karier zamenjajo, ne, recimo, če gledamo tako. In bi si želela res, da pri nas nehamo tako slepo že v osnovni šoli jih usmerjati, aha, moraš iti v to smer, ker boš to, ampak dajmo jih usmerjati v to, da se začnejo, da so zvedavi, da jih zanima, zakaj ga nekaj veseli, da raziskujejo, ker ni nujno, da bojo ostali v poklicu. Jaz sem recimo čist stran od svojega poklica, jaz sem začela kot oblikovalka. Pa sem šla čez 1 milijon karier nekih. Pa tudi ni nujno, da bom ostala v tej karieri, ker sledim temu, kar me zanima, kar me veseli, kar me polni z energijo, constant learning. In če znamo to privzgojiti, bo šlo to sam naprej. V tem pogledu bi naredila v bistvu čisto isto, kar je naredila moja mami. In to je podpirala vsako mojo noro idejo, ki sem se jo spomnila. Sem rekla, mami, jaz bom režiserka, jaz bom šla v Ameriko študirati in to je to, nič ne moraš narediti, kaj bom jaz hotela zdaj zaradi tega, šolnina je ful draga, ampak jaz bom to naredila. In je bila ona tako, ok, sam se veš, rabiš ocene, pa to pa bom pa tret, da boš to naredila. Jaz bom to naredila. No, pa sem si premislila, pa šla v druge smeri, ampak ona vedno me je podpirala, ne glede na to, kaj sem si jaz mislila, vedno je bila tako, ja, lej, dej to narediti. Včasih se mi zdi, da je malo pretiravala, ne, da je bila res tako, wow, ful je bilo dobro to, ne. Ampak se mi zdi, da če ne drugega mi je dala eno tako samozavest, da si upam probati nove stvari, da si upam skakati iz enega področja na drugega, da upam delati različne stvari. Malo me skrbi, da določeni starši postajajo majčkeno tehnofobični v tem času in kjer smo zdaj, opazujem malo svojo polsestrco, ki ima trenutno 6 let in ima tako absolutno prepoved kakršnih koli računalnikov in tablic, ampak gleda pa televizijo po 6 ur na dan. In se mi zdi, da je tako zelo pasivno dana pred tiste ekran in to je to. In enkrat sem je čist za foro, sem pogooglala Programming Games for Kids in sva skupaj probala pogruntati, kaj je tist nek Scratch in sva v bistvu skupaj sestavljala tistega mačka, ki se je pol tam neki premikal in neki plesal in je bilo čist fascinantno, da ona lahko naredi mačka, ki mjavka in končka, ki bo zarezgetov na konc in pa sem v bistvu še njen glas posnela in v isti minuti dala njen glas gor, to je bilo pa čist mind-blowing, ne. In ko sem predstavila njeni mami to idejo, ne, da lahko damo zadevo lepo na tablico in da bo ona čist pač v bistvu v nekem kontroliranem času to uporabljala, da to ne bo pač kar zdaj pa bo 3 ure na računalniku, ne, to pa ni šans, zato ker je itak preveč časa že pred televizijo. To ni isto, to sploh ni isto, a ne. Ampak v bistvu, kar ona vidi, je moj starejši, mislim, moj mlajši brat, ki ima 19-20 let, se sploh ne veš, koliko je star, v glavnem, ki je cele dneve doma v sobi za računalnikom. Ampak kaj on dela doma v sobi je za računalnikom, v AutoCAD-u riše fizično napravo, ki jo bo zdaj zgradil za maturitetno nalogo, ki bo na koncu stiskala ven ploščice a la Frutabela. Ne? In pač tega pa ne vidijo, kaj se v bistvu dogaja na računalniku in kaj ti računalnik in internet omogoča, kakšno veliko širino imaš lahko in kaj lahko vidiš. A ne? Pač, ja, jaz sem zelo zgodaj prišla na internet in se tudi imam za nekega otroka interneta, ampak kako sem se jaz naučila HTML, ja, hotela sem pogruntati, kako se lahko oblikuje MySpace stran, zato da bojo snežinke dol letele pa da bo vse utripala, ne, pač. Na ta način v bistvu se mi zdi zelo pomembno, da je nek tak zdrav odnos tudi do tehnologije, ker lahko omogoča in nadaljuje marsikaj, ne? Ej, punce, jaz imam zdaj eno tako čudno ugotovitev, ko zdaj vas poslušam, da vsi ti nasveti, ko ste jih nekako naštevale, dejansko sploh niso nasveti, ki se aplicirajo samo na punce, ampak so itak splošni. Pa mogoče iz tega postavljam še eno vprašanje. Dejansko to pomeni, da sploh morda ni primerno, da ločimo fantje, punce in da te nasvete že itak generalno dajemo take splošne. Ali moramo dejansko ustvariti, lej, punce, nasveti so to, fantje, nasveti so ono. Meni se zdi to dosti podobno s tistimi ženskimi kvotami, ne?
Če zadev ne ločuješ, potem s časoma postane naravno, da veljajo za vse. A ne? Higiena, ne vem, za zobe je ista za moške in ženske, zdaj ne ločujemo tle neki blazno. A ne? Lase si je treba umiti moški, ženska, klasika. Ne? Tako da meni se to ločevanje, pa zelo segmentiranje, to je pa zdaj sam za ženske, pa sam za moške, zdi malo paseno. Mislim, da je zato treba tudi pohvaliti Ano, da dejansko te dogodke odpira širši javnosti, zato ker je to tudi ena taka lepa stvar, da se debata takole steče. V bistvu bi kar isto vprašanje, mogoče bi pa dodal še to, kaj pa zdaj v bistvu, če upletemo v to noter še moško populacijo. Kaj so pa nasveti mogoče za moške, ko se pač pogovarjamo o tej tematiki? Mogoče malo več vzpodbude vse smeri. Zaradi tega, ker se mi zdi, da dejansko moški opazijo ženske s potencialom, poznanjo pa potem, ampak enostavno, če nimajo samozavesti, moški ne reagirajo spodbudno, zaradi tega, ker zelo racionalno funkcionirajo. Poznamo ogromno moških, ki so zelo čustveni, empatični, ampak v poslu emocije daš na stran, je zelo racionalno, ne sploh v korporacijah. In tle je vzpodbuda, se mi zdi tista, ki lahko neko stimulira tiste, ki imajo to vse, da mogoče malo hitreje naredijo ta korak. Ne? In to bi mogoče tudi res bilo fajn privzgojiti nam v kulturo spodbujanje tega, da nekje po poti ženske ne obupajo, ne? Ker vemo, da pač po statistikah imamo večji procent žensk z višjo izobrazbo v Sloveniji kot moških, ne, ko dokončajo študije drugače. Pa se pa kar to razgubi malo, ne, tako da je mogoče malo te pozitivne spodbude, da se ne porazgubijo okrog. Zdaj prav razmišljamo o nekem podvprašanju, ampak vidim, da že itak hočeš nekaj povedati. Lahko daš podvprašanje. Da še jaz tebe malo čakam. A imaš občutek skozi tvojo vzgojo, da se je sploh ta tematika odprla, ne vem, pri starših, v šoli, širše naprej, potem, ko si šla v svet študirati? A je to nekaj, kar pride samoumevno mladi punci, ali jo je dejansko treba spodbuditi? Čisto iz moje izkušnje je, da pri nas je bila bolj mami, the boss, ne. Pač ati vmes recimo bil pred leti tudi brez službe, mama je imela 3 službe, mami je pač bila tista, ko je delala cele dneve deloholik, ne, medtem ko ati super ati gasilc, ne. In moče iz tega vidika, ker sem jaz vseeno skozi mamo gledala, koliko je bila v tem biznisu, ne, da je tudi moče mene zaradi tega toliko not potegnilo. Tako da jaz bi tukaj težko zdaj sodila, ne. Ampak zdaj v današnjem času, ko je dobesedno vse en klik stran, lahko vse punce, vse te idole oziroma vse te neke smernice same vidijo, same se odločijo, kaj jim je všeč, kaj jim ni, kaj jih pritegne, kaj jih ne. Tako da jaz se mi zdi, da sem že tisti bolj star dinozaver, ne, sem moče še malo drugače neke te zglede dobila. Tako da, to je moja zgodba. Ne, imam. Meni se zdi tle dosti pomembno poudariti, da enake možnosti za vse ne pomenijo, da je vsem dano enako. Dosti dober primer je, recimo, so te usnjene jakne iz Uberja, če mogoče ne veste. Dali so usnjene jakne, rekli so, vsi v ekipi boste dobili te usnjene jakne, ker ste se ful dobro odrezali. Ampak to izvira, te usnjene jakne izvirajo iz Googla, kjer je cela ekipa dobila te bomber jackets in so jih pa res s ponosom nosili. Na koncu je Uber ugotovil, da zaradi tega, ker je 90% ljudi v ekipi moških, lahko dobijo popust na moške jakne in bojo te jakne precej cenej. Ženske bi jih mogle pa več stati, bi mogle stati pa 30% dražje bi bile za tistih 10 žensk, ki jih je bilo v tej ekipi. In so se odločili, da ženske ne bojo dobile jaken, zaradi tega, ker pač ni fair, zakaj bi za njih dali več denarja, če pa so jakne za moške cenej. In so jim pa to razložili na skupinskem mitingu, da bi bilo v bistvu seksistično to, da bi jim dali te jakne. Sam to, da je pač treba tle paziti, da so res iste možnosti za vse in da je mogoče to vključevanje manjšin, kar ženske sploh nismo, ampak nekako smo v tej tehnologiji. Pač včasih stane malo več in da je treba narediti
treba temu nuditi posebej skrb in ne samo reči, mi smo isti za vse. Zelo se strinjam s tem. Egalitarnost ne pomeni absolutno enakost. Enake možnosti, pa če jih res prav razumemo, dejansko pomenijo enake priložnosti, ker ima vsak dejansko možne korake, kako naprej. Zdaj vidim, da smo odprli že malo tudi to politično debato in spet, ker imam zdaj take odprte sogovornice tukaj, recimo, da ste se zdaj vi odločili ustanoviti stranko, pa ne žensko stranko, smo že ugotovili, da gremo tukaj mnogo širše. Ampak dajte mi prosim vsaka posebej odgovoriti, kaj lahko za več egalitarnosti v tehnološkem svetu konkretno naredijo šola, politika in founderji sami? Šola lahko aktivno spodbuja deklice k temu, da se vključujejo v STEM krožke, da skrbijo za to, da to ne postane boys club, kjer pač ženske same sebe ne vidijo in si mislijo, nobena sošolka ne gre na to, pa tudi jaz ne bom šla. Kaj je naslednja, je politika? Politika, mislim, da tle te kvote res niso primerne, ampak ima pa politika pač možnosti posegati v družbo druge, recimo z medijskimi reprezentacijami. To je vse, vsaj v Sloveniji, kjer imamo javno televizijo, dosti povezan. Ker to je to, kar spodbuja otroke, deklice v to, da se bojo vključevali tudi v poslovni svet. Founderji sami pa s tem, da se zavedamo razlik, če gre za moške founderje, da se potrudijo prepoznati potencial tudi v dekletih, tudi če mogoče ne morejo priti do tistega trenutka, da rečejo, jaz sem bil pa točno tak, ko si zdaleti, ko sem iskal prvo službo, ker pač verjetno ni bil točno tak, ampak da pač vidijo človeka v osebi, ne sam spola, da se pač trudijo videti čez to. Hvala. Zdaj problem, ker govorimo o nekih strukturah, ne? Kaj bi zdaj šola lahko naredila, kaj bi pa lahko politika. Jaz sem ful zagovornik tega, da moramo začeti pri sebi. Če mi sebe spremenimo, pa če mi drugače delujemo, pa če s tem navdihnemo moče 3 ljudi okoli, pa oni 3 10 naprej, pa gre piramida naprej, takrat lahko spremembe delamo. In tudi recimo, ne vem, Ministrstvo za šolstvo lahko sprejme 100 novih zakonov, ampak če so učitelji norci tam, to nič ne bo pomagalo, ampak začnimo sami pri sebi in z tega bo pa nastala neka razlika. To pomeni, s tem odgovarjam na vsa ta 3 področja. Sprejmem. Mislim, se tle dosti strinjam, ne bi šlo na to konkretno. Dejstvo pa je, da mogoče kaj bi lahko naredili vsi ti razbijanje stereotipov, to, kar načeloma tudi ta dogodek ne bi počel. Kar pa mislim s tem je, da mogoče začnemo predstavljati skozi izobraževalne programe ali pa podpirati programe, ki približujejo poklice na način, da ne favorizirajo ali pa ne izpostavljajo stereotipnih vlog moških v njih. Recimo, ne vem, programiranje je veliko bolj privlačen posel in manj izzivajoč in logistični, kot si marsikatera ženska predstavlja, in ženske so ful dobre v tem, poznam ogromno dobrih programerk, zaradi tega, ker so zelo organizirane in strukturirane in jim to gre fantastično. Tako da bi mogoče res, da dajmo poudarek in dajmo začeti spodbujati ljudi, da se stereotipi o določenih poklicah, določenih vrednotah pač malo razbijajo in to spodbujati. To se direkt navezuje na ponudbo za študentsko delo, ki sem ga jaz dala 2 dni nazaj ven, ko sem začela tipkati, iščemo montažerje. Pa sem se pa ustavila, pa dala slash, pa napisala ke. Ker mi je čisto vseeno, a na drugi strani montira ženska ali moški, v bistvu bi celo preferirala žensko,
Na koncu, ja, med prijavami sem dobila več moških in na koncu smo tudi moškega zbrali, ampak čisto zato, ker je pač res naredil ful dober izdelka. Tako da jaz se tudi pridružujem Maji glede tega, da pač je bolj tisto, kar lahko en posameznik naredi, kot da zdaj pa dajmo nek pritisk izvajati na šole, pa na uno, pa na tretje. Tako da jaz sem v bistvu probala nekaj s tem tudi na svojem YouTube kanalu, da sem nekako začela dokumentirati to mojo pot, pa kaj se dogaja, pa tudi začeti govoriti, jaz delam pa biznis, to vključuje hoditi na banko, reševati biznis zadeve, ne pač sam gledati, kako boš dobil kreditno kartico, s katero boš lahko pol delal nakupe na AliExpressu, a ne. Tako da je pač več nivojev tega in v bistvu na začetku nisem dobila nobenega odziva, so bili make-up tutoriali še zmer ful bolj gledani, ampak pa se je pa začel, pa če ne drugega sem dobila na zasebno sporočilo, Tjaša, ful hvala, da delaš to, zaradi tega, ker mi je res, jaz sem glih zdajle na podobni poti, ali pa razmišljam, da bi to naredila, ali pa, ne vem, ful si mi vzornica, najrajš te imam. Mislim, na ta način, da je prikazan, da pač blogerke oziroma vlogerke oziroma kukorkoli, nismo samo to, da hodimo na evente, smo tam lepe in gledamo, kako ličijo nas ali druge, ampak da je tle v zadnji ful enega simple business dela, kako se ti dogovoriš z naročnikom, kako se dogovoriš za ceno, pa ti oni hoče spustiti, pa si tako, ne morem enostavno, pač tak je strošek, ki na koncu potegneš črto, to je to, ne? Tako da ja, na ta način, no. Se pravi, najbolj grozno je biti prvi, kasneje je pa potem vse lažje in to je tudi razlog, zakaj je potrebno imeti toliko veliko zgledov. In je to mogoče tudi iztočnica za čisto zadnjo stvar v tem omizju. Zdaj sem jaz dosti spraševal, zdaj pa upam, da se še kdo od vas opogumi. Imamo čas za vprašanje ali dve, tako da dejte prosim roke gor tisti, ki bi želeli naše punce kaj povprašati. Ja, sej, jaz mislim, da tudi tole veliko pove, ne? In da so bile punce zelo izčrpne. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, da smo lahko odprli eno temo, ki niti približno ni lahka in predvsem hvala vsaki posebej za pozitiven zgled, ne samo za vse tukaj, ampak tudi za tiste, ki spremljajo ta prenos in za tiste, ki doma razmišljajo, jaz bi tudi bila programerka, jaz bi tudi bila umetnica, jaz bi tudi bila podjetnica in vse tako naprej. Hvala. Hvala tebi.